Vabilo obdolžencu na glavno obravnavo, in sicer kazenska zadeva je v zvezi z oddajo Piramida, v kateri sem jaz seveda cigane imenoval cigani in enostavno ostajal na tem stališču, kajti tako so me učili starši, tako piše slovenska literatura, tako se je odločil profesor dr. Bučar in tako sami sebe kličejo cigani. Nedolgo je na Big Brotherju en cigan rekel, da če mu rečeš Rom, je užaljen, ampak da je on cigan in da hoče ostati cigan. Zanimivo. Če bi to rekel Jelinčič, bi zopet imel kakšno obsodbo. Povem pa, da se ne bom skliceval na imuniteto. In nisem nikoli imel namena se sklicevati na imuniteto in razen v enem primeru, v vsej svoji parlamentarni praksi se nikoli nisem skliceval na imuniteto, no kljub temu, da nekateri novinarji po nalogu svojih urednikov ali pa političnih botrov lažejo o tem in govorijo, da sem se. V enem članku, ki ga je napisal gospod Urban Vehovar v Financah, je lepo napisal, da državni zbor bi morali zravnati z zemljo. In napisal je, s tem bi, in tako naprej, s tem bi iz državnega zbora izločili tiste politične frakcije, ki delujejo zgolj v imenu ozkih interesov in so namenjene le in predvsem koruptivnim poslom njenih funkcionarjev. Gre za Desus, SLS in pa SNS. Ta gospod je užalil, mene je užalil in našo stranko je užalil, kajti naša stranka ni v parlamentu zato, da bi kradla tako kot nekatere druge in zato smo že ves čas v opoziciji. Niti Desus, niti Ljudska stranka nista v opoziciji, pa vendar lahko grejo žaljivke tudi na njun račun, vendar na Slovensko nacionalno stranko zagotovo ne. Dejstvo je, da sem tega gospoda pač tožil, ampak okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je seveda tožbo zavrglo. In sicer z obrazložitvijo, da je določeno, da se ne kaznuje, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu in tako naprej, ali pa v okviru politične ali druge družbene dejavnosti. Skratka, ta gospod je imel politično ali kakšno drugo dejavnost, medtem ko jaz, ko sem bil na Piramidi, to ni bila moja politična dejavnost, ampak je bilo ne vem kaj. Jaz sem politik in kot politik sem bil povabljen v Piramido in zaradi tega grem jaz na sodišče. Zanimivo je, da sem ravno prejle zvedel od vaših kolegov novinarjev, da se ravno kar pri gospodu Magajnu izvaja policijska hišna preiskava. Gospod Magajna je pred nekaj dnevi izstopil iz poslanske skupine Socialnih demokratov in je šel za samostojnega poslanca. Včeraj je imel en zelo oster in odkrit intervju v Reporterju, za kar mu jaz čestitam, kajti da ne bo samo Slovenska nacionalna stranka na glas govorila o svinjarijah, ki se dogajajo, tudi on je to naredil. In evo, danes policijska hišna preiskava. Kako, zakaj in čemu je zelo čudno, ampak v Sloveniji se vse skupaj dogaja z razlogom. Razlog je prikriti tisto, kar nekateri počno, medtem ko treba je pustiti nekaterim, da pokradejo še tisto malo, kar je ostalo. Morda je tudi ta preiskava proti gospodu Magajni zaradi enega citata v intervjuju v Reporterju, ko je napisal, da si gospa Katarina Kresal želi na prestol Boruta Pahorja. Ne vem. Skratka, zadeve so smešne, so tragične, so farsične, ampak nažalost v takih razmerah mi živimo. V takih razmerah Slovenija živi in ne vem, koliko časa bomo še zdržali.